Za energijske veljajo brezalkoholne pijače iz snovi, ki stimulirajo centralni živčni sistem ter uživalca fizično in ali psihično dvignejo. Običajno gre za kofein oziroma njegov vir gvarano, pa tudi taurin, čeprav je znanstvenih dokazov o energijskem delovanju slednjega malo. Kaj še vsebujejo in kakšne so pasti uživanja teh napitkov? Med domačimi znanstveniki bi na to temo težko našli bolj kredibilno sogovornico, kot je docentka doktorica Nada Rotovnik-Kozjek, specialistka anesteziologije, intenzivne in perioperativne medicine ter terapije bolečine, ustanoviteljica in vodja enote za klinično prehrano na Onkološkem inštitutu in predsednica slovenskega ter članica Evropskega in Ameriškega združenja za klinično prehrano. V glavi imamo nekako zakoličeno, da če vzameš energijsko pijačo, da boš imel potem pač več energije, da boš lažje kaj zdržal in seveda, ker se nam danes vsem mudi in posebej mladi, ki bi radi hitro živeli, še bolj, kot mi odrasli, ki že počasi spoznavamo pasti takšnega načina življenja, potem pogosto posežejo. Problem pa nastaja, ker gre pravzaprav za neke vrste jemanje opojnih substanc. Energijske pijače vsebujejo relativno visoke količine sladkorja in različnih psihostimulansov, na čelu seveda z kofeinom neposredno ali pa z ekstrakti iz gvarane, iz katerih se potem seveda tudi sprošča substanca, ki deluje enako kot kofein. Skratka, in če vzameš takšno substanco, te to napolni dejansko z energijo in stimulira. Ob tem ne gre pozabiti, da so v različne energijske pijače primešane tudi druge snovi. Vseh pravzaprav niti ne poznamo, predvsem pa nihče ne bere, kaj je v teh snoveh, še manj pa raziskuje, kako posamezne energijske pijače delujejo na zdravje posameznika. To pravzaprav niti ni v interesu industrije. Industrijo zanima, da bo določene stvari prodala in potem pač imela od obsežne prodaje tudi dobiček. Nekatere snovi v teh pijačah, meni doktorica Rotovnik-Kozjek, bi se teoretično lahko znašle tudi na tako imenovanem dopinškem seznamu, saj resnih študij, ki bi analizirale skupni učinek vseh substanc, ki jih vsebujejo, skorajda ni. Tudi kardiologi že dolgo svarijo pred negativnimi učinki energijskih pijač. Obenem pa, kot izpostavi sogovornica, EFSA, European Food Safety Authority, ki skrbi za zdravje Evropejcev, meni, da so raziskave prikazale, da so za zdravje varne, ob čemer je zaskrbljujoče, da EFSA hkrati ne opredeli količin in okoliščin domnevno varnega zaužitja. Ko gledamo raziskave, ki so zelo redke s področja uživanja teh energijskih pijač, je recimo raziskava, ki so jo izvedli farmakologi, zaenkrat najbolj povedna, ker recimo delovanje srca dosti lahko zaznamo z snemanjem elektrokardiografskega zapisa. In mi vemo, glede na tovrstno raziskavo, da že zaužitje 2 standardnih pločevink energijske pijače vpliva na delovanje srca, skratka vpliva na prekrvavitev srca in potem na srčni ritem. In do 4 ure so na to v elektrokardiografskih zapisih opazovali spremembe srčnega ritma. Če že 2 pločevinki povzročita spremembe v delovanju srca, kolikšna je šele škoda, če posameznik zares pretirava? Nedavno je, opirajoč se na strokovno literaturo, v enem svojih člankov navedla primer iz ZDA, ko je zaužitje energijske pijače pripeljalo do zastoja srca. Navajam, na obdukciji pri 28-letnem mladeniču, ki je popil 8 pločevink, so našli močno zožene srčne žile in pri toksikološki analizi visoko raven kofeina in taurina v krvi.
Ob tem pa moram poudariti, da pravzaprav nimamo nikakršnih raziskav, kako zaužívanje energijskih pijač vpliva na presnovo posameznika. Presnova posameznika pa je tista, ki določa delovanje celega telesa, ko mirujemo, ko smo aktivni, in da smo še zelo daleč od tega, da bi dejansko objektivizirali, kako preko teh presnovnih sprememb potem vpliva na zdravje, psihofizično zdravje posameznika. Dodaja, da skoraj nobena snov ni samo koristna ali samo škodljiva, ker je to vselej odvisno od odmerka. Če si takšne pijače privoščimo le redko in hkrati ne uživamo alkohola, smo starejši od 18 let, nismo noseči in ne jemljemo veliko zdravil za različna kronična bolezenska stanja, ob občasnem zaužitju ene pločevinke načeloma ne bi smeli imeti težav z zdravjem. Pomemben je tudi poudarek, da ne gre zamenjevati energijskih pijač s športnimi napitki. In ker je telesna dejavnost pravzaprav najbolj stresna ravno za prebavila, je zelo pomembno, kaj takrat zaužijemo. Spremeni se delovanje želodca, spremeni se regulacija absorpcije in zato moramo biti izjemno pazljivi, kakšno koncentracijo sladkorja in tudi soli imajo pijače, ki jih zaužívamo med telesno aktivnostjo. In priporočilo za športne pijače, to je tako imenovana mešanica sladkorjev, različnih sladkorjev in soli, je pravzaprav popolnoma drugačna, kot je koncentracija sladkorjev v energijskih pijačah. V energijskih pijačah je koncentracija praviloma dvakrat višja, kot bi bilo priporočeno za pogoje spremenjenega delovanja prebavil. Zato se zna zgoditi, da namesto, da bi se ti energijski substrati absorbirali iz prebavil v kri in potem zagotavljali energijo pri športni aktivnosti, črevo še dodatno izloča vodo, da nekako laično povedano razreči te energijske pijače in potem, ker je koncentracija sladkorjev visoka, lahko pride še dodatno do draženja prebavil. In v športni praksi, recimo na vztrajnostnih preizkušnjah, kot so dolgi triatloni, maratoni, opažamo, da se pri takih posameznikih naprimer pogosto pojavlja bruhanje, krči, zaradi tega, ker so mislili, da bodo dobili energijo, pa pravzaprav s tem samo še poglobijo dehidracijo, ki jo že imajo tekom športne preizkušnje. Posameznik lahko prestopi meje telesnih zmogljivosti tudi na zabavah, če energijsko pijačo uživa skupaj z alkoholom, da bi delovanje slednjega omilil. Tovrstne mešanice so še posebej nevarne za mlade. Globalni trg prodaje energijskih pijač medtem naglo raste. Če je bil leta 2013 ocenjen na približno 39 milijard dolarjev, nekatere projekcije kažejo, da bi do leta 2021 lahko zrasel na 61 milijard dolarjev. In zakoni trga v veliki meri oblikujejo vse, kar počnemo. In mi smo podvrženi tej ponudbi in če je ponudba zelo agresivna, je kritičnost do te ponudbe bistveno bolj šibka. In tle je spet vprašanje za nekoga, ki se zna s tem soočiti in predlagati neke rešitve. Mislim, da to zahteva širšo družbeno akcijo, da bomo pač nekako že v osnovi zavarovali zdravje ne samo mladih, ampak nas, da ne bomo nekritično posegali ne samo po energijskih pijačah, ampak še po čem drugim. In da se bomo v prvi vrsti zavedali, da več ni bolje in da pač je treba pri prehrani vedno upoštevati pravilo tega, da je organizem zelo kompleksna struktura in da potrebuje številne snovi, da lahko optimalno deluje. In kadar eno stvar pretirano vnašamo, bomo zelo verjetno v krajšem, sigurno po daljšem času povzročili neko škodo.